To je osrednji del dogodka, se pravi razstava, jaslic in pa božično vzdušje. Kar se pa ostalih aktivnosti na tem projektu tiče, to je programa in pa naše ponudbe. Tudi v tem delu smo letos imeli priložnost, da smo projekt nadgradili. Kar se programskega dela tiče, bo Urška več povedala. Kar se tiče pa ponudbe, bi pa mogoče poudarila gastronomski del, ki smo ga nadgradili. V sodelovanju smo povabili tudi priznano gastronomko Simono Pompe, ki nam je pomagala pač skupaj z osnovno šolo Vojnik in pa obema vrtcema, vrtcem Levček in vrtcem Mavrica, narediti en tak zanimiv božični izbor gastronomske ponudbe, ki jo bomo tudi vsem našim obiskovalcem letos ponudili. Ne bo torej samo kuhano vino, lahko bodo naši obiskovalci tudi potešili svojo lakoto, kar je lani bilo mogoče malo manjši meri, zato ker se nismo niti vedeli, koliko bo obiskovalcev in se niti nismo pripravili na tak način. Tega bo letos mogoče malo, ne mogoče, bo več. Kar se tiče ponudbe, izdelkov, božična tržnica, letos ne pod šotorom, zaradi varnosti smo šotor umaknili in se bo božično dogajanje na tržnici dogajalo v enih takih lušnih, božičnih, lesenih stojnicah oziroma hiškah. Poleg ponudbe domačih, lokalnih ponudnikov smo poskrbeli tudi za naše otroke. Letos jih bo prvič razveseljevala maskota božičnega Vojnika, to je Hojko, ki bo skupaj z knjižničarkami knjižnice Vojnik bral pravljične ali pa izvajal pravljične urice. Kotiček za najmlajše bo ponujal pač dobrote za najmlajše. Poudarila bi tudi ustvarjalne delavnice naših društva kmečkih žena, ki jih vsako leto organizirajo, tudi letos bodo kuhali in pekli bomo.